Pozdravljeni. Na vrsto je prišel že prispevek med kvalifikacijami velike nagrade Združenih držav Amerike. Na progi v Austinu imamo format sprinta, zato si bomo tokrat ogledali, kaj se je zgodilo na edinem prostem treningu in seveda tistih kvalifikacijah za sobotni sprint. Preden bomo skušali ugotoviti, kakšno je pravo razmerje sil pred prihajajočim sprintom in predvsem kvalifikacijami za dirko za veliko nagrado Združenih držav Amerike, se bomo najprej ustavili pri dveh ali pa morda treh zanimivih temah, ki polnijo stolpce v raznih virih, ki se ukvarjajo s Formulo 1. Na to bomo kot običajno nekaj minut posvetili tudi tistim tehničnim novostim, ki so jih ekipe predstavile tu na progi v Austinu. In najprej je treba poudariti, da verjetno marsikoga zanima, kaj se dogaja pri Red Bullu. Ali res kršijo pravila oziroma kaj je na stvari. Verjamem, da mnogi izmed vas ste zasledili razne naslove, kako je FIA zopet pomagala Red Bullu in podobno. Ampak o tem principu, kako spreminjati v teoriji tisto višino bolida do same asfaltne površine, tudi v režimu Parc Fermé, smo v bistvu govorili že pred nekaj dnevi. Red Bull je priznal, da so bili oni tisti, ki so imeli nek sistem v prednjem delu dna, tako imenovanem slinčku ali pa pladnju za čaj, torej bib ali tea tray, in seveda tu se je zgodba končala. Namreč pri Red Bullu so priznali, da ta element ni možno uporabiti, ko je bolid sestavljen. In torej, ker pri FIA niso ugotovili kršitve, niso ugotovili spremembe od začetka do konca režima Parc Ferméja, ni nobenega znaka kršitve. In tu verjetno marsikdo ne razume osnov, kako se sploh uporablja pravilnik Formule 1. Mnogokrat sem dejal, da kršenje pravil v Formuli 1 ni greh, vsi jih skušajo kršiti, ampak pri tem te ne smejo dobiti. Ukolikor te, je seveda hudo. In sedaj razumemo, da pri Red Bullu so v teoriji lahko kršili pravila, ampak ker jih pri tem niso dobili, je vse v najlepšem redu. In konec koncev tisti, ki se sedaj nekako izmišljuje neke teorije zarote, ne ve, da vsak del, ki je vgrajen na bolid Formule 1, je homologiran strani FIA. Torej, njihovi tehniki imajo načrte, imajo izračune in vedeli so za ta sistem. Ukolikor bi imeli dvome, bi jih prepovedali že prej. Kaj pa ta dogovor med Red Bullom in FIO? V izogib takim polemikam so jim svetovali rahle spremembe, da bodo tudi drugi nastopajoči lepo tiho. Gre za džentelmenski šport, kjer vsak vsakomur gleda pod prst. In seveda v raznih virih smo lahko zasledili izjemno pompozne zgodbe o tem, kako se zopet hoče nekaj prikriti. Ampak razumeli ste, da ali avtori ne razumejo, zakaj gre pri tem športu, ali pa se delajo norce z nas in nam servirajo neke pompozne naslove, ki v resnici ne odražajo realnega stanja. Ampak druga tema, ki je zanimiva, je seveda naslednja. V sezoni 2025 bodo ukinili dodatno točko za najhitrejši krog.
Seveda, nujno jo je bilo uvesti, da se je nekako poživilo tiste zadnje dele dirke in po debaklu v Singapurju, o katerem smo obširno govorili v raznih prispevkih tudi na kanalu Badger's Way, so se odločili pač to nujnost nekako izbrisati, ker nima smisla. In seveda sam moram dodati, da kaj podobnega bi morali prej ali slej ugotoviti tudi z sprintom. Ampak nekateri vozniki se strinjajo s to odločitvijo, drugi se ne. Mnenja so deljena, a sam ne vidim nobene dodane vrednosti v tem, da se v zadnjih krogih vozniki borijo za najhitrejši krog samo zato, da dobijo dodatno točko. Podobno kot nekateri, ki si z najhitrejšim krogom popravljajo karierno statistiko. Zame so najvažnejše zmage. A seveda osebno mnenje, s katerim se morda marsikdo tudi ne strinja. Smo v Združenih državah Amerike, v Teksasu, kjer je ekscentričnost nekaj običajnega. Zato tudi na tej dirki za veliko nagrado bomo videli kar nekaj posebnih barvnih shem. Pri ekipi Haas je razumljivo, kajti gre vsaj formalno za ameriško ekipo in seveda hočejo počastiti tisto njihovo domačo dirko. Tu je velika nagrada Združenih držav, čeprav imamo tudi veliko nagrado Miamija in veliko nagrado Las Vegasa. Pri Alpinu bodo počastili seveda film o Indiani Jonesu, pri McLarenu pa bomo zopet videli tisto kromirano verzijo, ki seveda zopet poudarja njihovega pokrovitelja. Ampak, kot smo že mnogokrat dejali, verjeli ali ne, drugačna barvna shema ne naredi bolida bistveno hitrejšega. Važne so seveda tehnične izboljšave in tehnične spremembe. In teh je tu v Austinu kar nekaj. In začnimo kot običajno, seveda s tistim uradnim dokumentom, ki ga je izdala FIA. In treba je povedati, da smo pričakovali kar nekaj novosti na tej dirki in verjamem, da marsikdo bo v naslednjih sekundah razočaran. Od 10 ekip le 2 nista pokazali absolutno nič novega. In prva je ekipa Williams. Mnogi boste dejali, razumljivo. Ampak druga je Scuderia Ferrari. Čeprav smo pričakovali nov paket, vsaj kar se tiče prednjega aerodinamičnega stabilizatorja, če ne že dna, tu v Austinu nimajo nič novega. In slišali smo kar nekaj govoric o tem, kako se skušajo boriti celo za naslov med konstruktorji in podobno. Ampak brez izboljšav smo prepričani, da bojo nadoknadili tisti zaostanek, ki ga imajo, sam ne, in o tem sem že govoril tudi v preteklih dneh. A začnimo s tistim, kar je res novega tu v Austinu. In seveda Red Bull kot ekipa, o kateri smo govorili in brali mnogo, bo tista prva. Pri Red Bullu imajo nov rob dna, imajo drugačno obliko pokrova pogonskega sklopa, seveda tam na bočnih strukturah proti zadku tako imenovani Coca-Coli. In seveda tu pri Red Bullu ne vidimo toliko novosti. Vsaj ne toliko kot pri, naprimer, tovarniški ekipi Mercedes. Tu imamo seveda prednji aerodinamični stabilizator, kjer so drugače izoblikovali kote in prehode pri tistih pomožnih profilih. Drugačno prednjo opremo, kjer so speljali zračni tok malce bolj učinkovito. Zopet govorimo o robu samega dna, in seveda vhodi v Venturijeve kanale, torej tisti prednji del samega dna. Ne smemo pozabiti, da tudi vstopniki v tiste bočne hladilne reže so rahlo drugačne oblike
In seveda, podobno kot pri Red Bullu, tudi pokrov pogonskega sklopa tam na bočnih strukturah je spremenjen. Torej, vidimo določeno razliko med Mercedesom, vsaj njihovim posodobitvenim paketom in tistim, kar so pripravili pri Red Bullu. Zanimiva zgodba pri McLarenu. Imamo seveda spremenjen prednji aerodinamični stabilizator in posledično tudi prednjo opremo, kjer so skušali nekako optimizirati zračni tok, ki gre potem ob sami karoseriji. Ampak tu so spremenili tudi tiste zavorne košare. Namreč v Austinu imajo izjemno majhen hladilni učinek, kar se tiče zavornih košar, in zaradi tega so naredili spremembe prav na tem hladilnem delu in tako nekako optimizirali rešitev. Iščejo seveda tisto pravo ravnotežje med zračnim uporom in hladilnim učinkom. In seveda tako kot na prednji premi, na prednjih zavornih košarah, imamo podobne spremembe tudi na zadnjem delu. Ampak tu ne smemo pozabiti, da tudi na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju pri McLarenu so spremenili nekaj zanimivega. Namreč tisti spodnji profil, torej nad glavnim in pomožnim, tisti, ki se nahaja v bližini izpušne cevi, je samo enojen in ne dvojen. Zopet sprememba, ki nekako skuša celoto bolida prilagoditi specifikam proge v Austinu. Pri ekipi Racing Bulls imajo novo dno. In seveda gre samo za eno točko, eno spremembo, ampak ker govorimo o tako poglavitnem delu, tudi tu lahko pričakujemo neke spremembe. Ampak videli bomo na sami dirki, tako na sprintu, kot tudi na obojih kvalifikacijah. Kaj pa pri ekipi Aston Martin? Tudi tu imamo spremembe na samem prednjem aerodinamičnem stabilizatorju, ampak za razliko od tistih profilov, ki jih bomo videli pri mnogih ekipah, so pri Aston Martinu spremenili tudi obliko končnih plošč. Seveda, pokrov pogonskega sklopa je tudi pri Aston Martinu rahlo spremenjen, ampak pri ekipi iz Silverstona so pripeljali novo dno, rob dna in difuzor. Torej, tisti spodnji del bolida AMR 24 bo lahko tu v Austinu dal čisto nove rezultate in videli bomo lahko čisto različno formo. Kaj pa pri ekipi Alpine? Tudi tu novo dno in seveda komponenta tistega roba. In pokrov pogonskega sklopa, podobno kot pri mnogih drugih ekipah, je tudi tu doživel rahle spremembe. Zanimivo je, da na zadnjem aerodinamičnem stabilizatorju, naprimer za razliko od McLarena, so pri Alpinu spremenili celotno podobo glavnega in pomožnega aerodinamičnega profila. Zanimivo. Sauber, ekipa, ki do tega trenutka še ni dosegla točk, je seveda tu na progi v Austinu pripeljala nov prednji stabilizator, seveda spremembe v sami obliki profilov, predvsem pomožnih. Imamo podobno kot pri ostali konkurenci na novo izoblikovano prednjo opremo, vsaj kar se tiče oblike zadnjih ročic, podobno na zadnji premi in seveda na zadnjih zavornih košarah. Ne gre za neke velike spremembe, ampak upajmo, da ekipa iz Hinwila bo dobila tisto pravo ravnotežje in bo tako lahko dosegla vsaj tisto prvo letošnjo točko med konstruktorji. In za konec še v navednicah domača ekipa. Seveda govorimo o ekipi Haas. Tudi pri ekipi Haas imajo na novo izoblikovane bočne hladilne reže, ki so malce globlje od tistega, kar smo videli v prejšnji izpeljanki. Seveda
novo dno, vstopnike v Venturijeve kanale in robove samega dna. Kot pri mnogih drugih ekipah, tudi tu pri ekipi Haas smo lahko videli spremembe na samem pokrovu pogonskega sklopa. Torej, kar obsežne spremembe pri mnogih ekipah in kot sem povedal na začetku, tudi sam sem presenečen, ker pri skuderiji Ferrari kaj novega v resnici niso pripeljali. Upajmo na veliko nagrado Mehike. A lahko bi dejali, da prav to pomankanje posodobitev lahko sploh ni škodilo skuderiji Ferrari, vsaj glede tistega, kar je pokazal prvi prosti trening. Če pogledamo rezultate, bomo takoj zapazili, da sta oba Ferrarija prav tam na vrhu. Tako Charles Leclerc kot Carlos Sainz mlajši sta bila najhitrejša. Torej, pomankanje novosti lahko po svoje pomeni, da pri skuderiji Ferrari niso imeli težav. Ampak konec koncev gre za edini prosti trening tu v Austinu, kjer proga ni bila v idealnem stanju in verjetno mnogi drugi so se ukvarjali pravzaprav s tistimi novostmi, ki jih pri Ferrariju ni bilo. Torej, tudi če primerjamo čase kroga na samem prostem treningu, kar se tiče simulacije tistega kvalifikacijskega kroga, bomo videli, da na kvalifikacijah za sprint so bili bistveno hitrejši. A kljub vsemu bi vam rad tu poudaril, da smo videli mnogo ekip, kjer je bil en voznik za drugim. Torej, delali so na programu in v bistvu oba predstavnika sta dosegla podoben čas. A verjetno marsikoga bolj zanima tisto, kar se je zgodilo na samih kvalifikacijah za sprint. Ker je treba poudariti, da je bil najboljši Max Verstappen pred Georgeom Russellom, ampak razlika med njima res minimalna. Nekdo bo dejal, važno je, da si tisočinko boljši in po svoje ima prav. Ampak če pogledamo vodilno skupino na sami tabeli, bomo videli, da so res razlike med enim in drugim voznikom komajda zaznavne. Če to primerjamo s tistim, kar smo videli na začetku sezone ali pa naprimer lani, bomo takoj ugotovili, da se je skupina zgostila. In treba je povedati, da Maxa Verstappena tam zgoraj pri vrhu nismo videli že kar nekaj mesecev, torej dobrodošla sprememba. Seveda, tu je treba poudariti, da pri skuderiji Ferrari niso bili tako dobri, kot smo videli na samem prostem treningu, ampak vseeno oba voznika tudi sorazmerno spredaj. Namreč tako Charles Leclerc kot Carlos Sainz mlajši sta dosegla čas, ki je podoben onemu, ki ga je napravil Lando Norris. In tu je treba poudariti na veliko razliko v pristopu Landa Norrisa in Maxa Verstappena. Max je seveda opravil svoje delo. Morda bo nekomu svojim obnašanjem antipatičen, ampak za volanom ve, kako se zadevam streže in je psihološko izjemno stabilen. Medtem ko Lando Norris je doživel hud udarec. Seveda, dejstvo, da je Max Verstappen pred njim na kvalifikacijah za sprint, ne izniči vsega truda, ki ga je vložil v ta boj za naslov svetovnega prvaka Formule 1, ampak gre bolj za psihološki udarec in Lando Norris se je že začel pritoževati. Za razliko od tistega, kar smo na primer videli pri Oskarju Piastriju. Oskar Piastri je izpadel v prvem delu kvalifikacij, ampak priznal je, da je praktično napravil napako v zadnjem delu kroga, da se bo treba naučiti, da se bo treba zadeve popraviti. In tu je verjetno tista razlika, kjer bomo videli Piastrija v prihodnosti, da bo dosegal rezultate, ki bodo bistveno boljši od tistih, ki jih vidimo na primer pri Norrisu.
Ampak tu je treba poudariti še dve prijetni presenečenji. Prvič, pri ekipi Haas so seveda na domači veliki nagradi z tem posodobitvenim paketom dosegli enkraten rezultat z obema bolidoma. In po drugi strani Franco Colapinto tudi tam spredaj med najboljšimi. Niso to one prave kvalifikacije za veliko nagrado, ampak vseeno niso zaradi tega vozniki vozili kaj bolj počasno. Torej imamo tiste poglavitne teme za prihajajoči sprint, kjer je seveda Max Verstappen v prednosti in bo lahko zadal, če ne drugega, močan psihološki udarec samemu Landu Norrisu in seveda povečal bo lahko tudi svojo prednost, kar ni zanemarljivo. Vidimo, da pri Mercedesu so se kazali neki znaki prebojenja, posebej z Georgem Russlom, in zanimivo bo spremljati skuderijo Ferrari brez posodobitev v primerjavi z večino ostalimi, ki pač posodobitve imajo. McLaren in predvsem Lando Norris na veliki preizkušnji. Razumemo lahko, da Oscar Piastri tam iz ozadja se bo težko prebil med prvih 8, ampak po drugi strani Lando Norris mora paziti na dvoje. Prvič na to, da bo pridobil nekaj mest, in drugič na to, da ne bo izpadel, kajti med eno in drugo pozicijo na samem sprintu je le točka razlike, ampak če sprinta ne končaš, pomeni, da lahko tvoj nasprotnik pridobi sorazmerno veliko število točk. Treba je poudariti, da Liam Lawson bo vgradil nove elemente pogonskega sklopa in zato bo sprint začel iz dna. Ampak menim, da smo dobili dokaj široko sliko tistega, kar lahko pričakujemo. Zanimivo bo videti, kako se bo odvil sprint in takoj zatem tudi kvalifikacije. Torej, kar se da zanimivo sobotno dogajanje, zaenkrat pa hvala za vašo pozornost in nasvidenje.